Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Ljubljane, stadiona v Spodnji Šiški. Danes je tu na sporedu četrta tekma 34. kroga v prvi ligi. Telemach Bravo gosti sežanski Tabor. Halilović še do Briškega Kaleba. S napako in tole je že prva velika priložnost na tekmi. Štor, 1-0 za Bravo. Bušnja v vlogi asistenta. Štor pa je zadev na začetku četrte minute. Sežanci se krčevito borijo za obstanek, počnejo pa neverjetne neumnosti. Kakšna napaka je bila tole. Tole pa zdaj nova napaka, tokrat jo je storil Briški. Štor proti Svetlinu, nova velika priložnost za Bravo in Brani Koprivec. Pa še enkrat Svetlina in tudi v drugo mu ni uspelo zadeti. Zdaj je napaka, ni pa Baj, Bušnja, pa Štor. Bravo, šut! Zdaj dober poizkus Španriga in za las mimo desne vratnice Jana Koprivca je tole zletelo. Se hitro bojil za moškost. Ampak vse je v redu, pa Baj podaja iz kota. Pa Baj, spet odlično. Orbanič potem pa Kvao, daleč odličen poizkus. Toda eden od domačih nogometašev, mislim, da Nemanja Jakšić, je žogo z glavo. Kramarič, lepo do Bušnje. Tole je nova priložnost za Bravo. Bušnja, Kramarič pred vrati in Brani Koprivec. Kakšna priložnost za Martina Kramariča. Nova odlična podaja Denisa Bušnje. Toda tule je Kramarič žogo bolj kot ne zgrešil. Za izid polčasa. Bravo Tabor 1-0. Ne spadaj, Mirno! Nzenge odločil se za strel, dober poizkus Nzenga prek gola. Okej. Končno je zapretil tudi Tabor. Še ena napaka, ki jo je storil Zenek. Štor, Flakus, Ansana brez zaključnega strela, potem vendarle Ansana oddaleč prek vrat. Postaja 1-0. Predložek Toliča v Zenek in odlično obrambo Toliča, potem pa vendarle zadetek. 1-1, strelec pa je Halilović, kot kaže. Tino Halilović in vendarle izenačenje za Dramo. Odlična poteza Jakšića. Jakšić odkriva se Marjanac, ki ima zdaj priložnost. Luka Marjanac spet je odložil do Flakusa. Flakus posili gol. Vendarle dvignjena zastavica stranskega sodnika. Lepo so tole izpeljali Ljubljančani, na hitro so želeli zdaj kreniti. Aleš Arnol, Bravo je na današnjem računu dal tisto, kar ste obljubili pred tekmo. Zrela, dobra predstava Brava, pod kontrolo ste imeli stvari, hitro povedli in nasploh verjamem, da ste lahko zadovoljni s predstavo svojih fantov. Ja, seveda, v tem trenutku v sezoni, pa v tem psihološkem momentu, ko smo nekaj dni nazaj zagotovili matematični obstanek, nimam kaj drugega reči kot igralcem, da jim čestitam. Nažalost, so nam Sežančani ponujali bistveno več in tega nismo izkoristili. Ogromno je bilo prostora med linijami, ker bi se ga za bolj natančno igro dalo koristiti in priti do zadetka. Mislim, da smo tudi v prvem polčasu v bistvu takoj po doseženem zadetku iz pritiska na njihovo zadnjo linijo uspeli spet osvojiti žoge, ustvariti res lepe priložnosti, ki jih nismo realizirali, in prav tako v zaključku drugega polčasa, kjer so v bistvu, bom rekel, centimetri odločali, da nismo tekme zmagali. Dejstvo pa je, da v tem trenutku ali pa v tej tudi seriji tekem, v tej psihološki izčrpanosti je bilo težko pričakovati res veliko svežine, veliko lucidnosti, in jaz
jaz mislim, da fantom lahko čestitam, pomembna točka in izredno pomembno tudi, da upravljamo vse do konca sezone kot pravi profesionalci. Čeprav bi morda psihološko zaradi rezultatske razbremenjenosti lahko pričakovali kaj drugega, pa je bil voljni moment, vseeno se je zdelo pravi. Te druge žoge so vaši fantje kar redno dobivali. Ja, predajali smo se nesporno, se pravi, predajanje je bilo dovolj, zmanjkalo je pa malo tiste, tako kot sem rekel, svežine, malo kvalitete pri podajah, pri odločitvah, kar je pa normalno. Ob utrujenosti nihče od nas ne more imeti prav čiste glave in pa pravih odločitev, tako kot sem rekel, jaz mislim, da so odigrali dobro tekmo za ta del sezone in zadovoljni smo s točko. Naslednji krog vas čakajo Radomlje, presenečenje spomladanskega dela. Verjamem, da še dodatna motivacija tudi zaradi same estetike na lestvici, da končate 7. in ne 8. S kakšno željo se podajate v ta obračun? Ja, zavedamo se, da je nasprotnik ni po naključju svoj takšnega števila točk, da ima izredno kvaliteto v konici napada, da gre za ekipo, kjer če dovoliš preveč prostora, če dovoliš, da v bistvu komotno koristi prazne prostore, imaš veliko problemov, tako da jaz mislim, da bomo mogli kljub vsemu na tej tekmi, če bomo želeli osvajati točke, prikazati bistveno boljšo predstavo. Dejstvo pa je, da imamo zdaj nekaj časa za počitek, da imamo nekaj časa za trening in da se potem pripravimo na zaključni 2 srečanji. Luka Štor, na koncu Bravo 1, Tabor Sežana 1. Hitro ste povedali, na to imeli stvari pod kontrolo, na koncu pa ena manjša nepazljivost, nepozornost pri prekinitvi in končalo se je z 1-1. Kako ste sami videli ta obračun? Ja, se strinjam. Jaz mislim, da smo imeli tekmo nekako pod kontrolo. Mogoče tudi malo nepričakovano, glede na to, da smo mi nekako že rešeni. Oni so iskali točke, se mi je zdelo kar nekako, da smo bili kar konkretni v nekih situacijah, prevzeli tempo in vse. Škoda, ker nismo zabili še kakega več, ker prostora, jaz mislim, da je bilo res ogromno. Ampak ja, jaz mislim, da je malo posledica tega, ker smo si prejšnji teden smo se res namučili, vzeli te 3 točke in tisto v glavo ti pade, mislim, iz hrbta ti pade tisto breme, da si nekako rešen in se je to poznalo. Škoda pa ja za tisto lik zadnjo prekinitev, da smo izgubili te 3 točke. Nova tekma, nov zadetek, v spomladanskem delu igrate kot prerojeni. Kje je po vašem mnenju, kje tiči razlog za ta vaš strelski niz? Ja, se strinjam. Tiste prve pol leta ni bilo lih najboljše za mene, se nekako poznala ta odsotnost pred tem, ker nisem igral en čas, pa neka mala poškodbica in sigurno, ja, nekako se mi zdi, da zdaj v tem drugem delu sem nekako tudi bolj sproščen. Mogoče mi trener še malo bolj zaupa, to čutim in nekako upam, da saj nekako to vračam in da je tudi on zadovoljen s tem. Dušan Kosič, začnimo na začetku. Tista napaka v 4. minuti, kako si razlagate, bom rekel, nonšalantnost na tako pomembni tekmi za vašo ekipo na samem začetku obračuna? Nimam racionalne razlage, pa vendar se to v nogometu dogaja. Vse drugo smo danes na tem prekrasnem igrišču, ki je dopuščalo res dobre pogoje za igro, smo šli v tekmo res nerazumno slabo, pa vendar bi fante vzel v bran, da smo v takem delu sezone, da nam malo kaj uspeva. Seveda se po takih zadevah potem tudi nervoza pojavi in enostavno nismo sproščeni. Fantje lahko veliko bolje odigrajo, drugi polčas smo imeli boljšo podobo, videli ste, da smo se borili do konca, da bi probali na kakršenkoli že način zmagati tekmo, ampak ni jim enostavno, nobenemu klubu ni enostavno. Tako da, kar se kvalitete tekme tiče, ne bi imel dosti tega za povedati, kar se pa tiče na koncu koncev, da smo mogoče danes doživeli z ene prekinitve, smo praktično dosegli gol, ostali neporaženi in tudi ta točka zna biti za nas zelo pomembna. Po tem začetku ste se dvigovali, prihajali do nekih pol priložnosti, na koncu za trud in konec koncev prikazan karakter bili nagrajeni. Verjamem, da ste v Ljubljano prišli s ciljem po 3 točkah, ampak tudi s točko boste na koncu verjetno lahko zadovoljni. Kako pomembna je ta točka pred tem daljšim premorom in seveda domačo tekmo z Mariborom?
Ja, zna biti, da bo zelo pomembna, ampak seveda je še ena tekma vmes do tiste v Gorici, vse se lahko zgodi. Torej, če Mura ne bo izgubila od Gorice, zna biti tale današnja tekma točka za nas pomembna. V smislu tega, da ostanemo do konca v igri, ampak po eni strani razumem tudi fante in vse nas, ker ko moreš je najtežje in tudi če imaš veliko željo, včasih to ni dovolj. Dajmo biti zadovoljni s točko in glave gor, da še povezati se, fantje znajo veliko bolje, veliko več. Danes smo bili pa, kljub temu, da ni naša podoba bila najboljša, saj poraženi nismo stali. Dino Halilović, najprej čestitke za vaš prvi zadetek v dresu Tabora. Verjetno bi si težko želeli boljšega momenta, pomembnejše tekme v borbi za ostanek za vaš prvi zadetek. Pa hvala vam, hvala na čestitkama. Došli smo tu u Ljubljanu po 3 boda, vraćamo se s jednim. Za nas preostaje još 2 velika finala, utakmica s Mariborom i Goricom. Idemo do kraja. Teška je situacija, ali ne odustajemo. Bilo je utakmica u kojima smo zaslužili više od 0 bodova ili boda. Nije bilo sreće, evo danas uzeli smo bod, idemo dalje. Nećemo se predati, mislim da smo to pokazali puno puta, da imamo kvalitetu i ništa, nema predaje. Kako pomembno je za vas kot ekipo z vidika karakterja, prikazanega karakterja, da se niste predali v tem obračunu, dosegli zadetek tik pred koncem in ta moment poskušali prenesti na ta zadnja 2 obračuna? Pa tako je, kao što sam rekao, nema predaje, stvarno treniramo dobro, ne mogu stvarno ništa reći na treninzima, suigrači daju maksimum, stvarno mislim da zaslužujemo ostanak u ovoj ligi, to je to doigravanje i ništa, kao što sam rekao, stvarno vjerujem u ovu ekipu i mislim da možemo doći do tog doigravanja.